Zdaj se obračamo vse k Afganistanu, kjer mineva 5 let od vrnitve talibov na oblast. Vladajo tej državi. Trdijo, da so Afganistanu povrnili občutek stabilnosti. Hkrati pa vprašanje človekovih pravic pride v ospredje, če se pogovarjate z uradniki ZN in drugje, saj so bile pravice žensk in deklet odvzete. Pravzaprav, dekleta ne morejo nadaljevati šolanja po 6. razredu, ženske pa celo ne smejo hoditi na javna mesta, kot so telovadnice in podobno, brez moškega spremstva. Torej, vprašanje je, kaj lahko storimo glede tega? In zdaj se nam iz Kanade pridružuje gostja, to je Faroza Mustari, psihologinja in članica upravnega odbora Afghanistan Women Foundation. Hvala, ker ste z nami. Hvala, da ste me povabili. Torej, kot zagovornica žensk, pojasnite, kakšno je bilo življenje žensk v Afganistanu, preden so se talibani vrnili na oblast, in primerjajte s sedanjim stanjem. Je zdaj slabše? Hvala. Naj začnem s tem, da je bilo to 5 let izgubljenih potencialov. Kar s tem, mislim, je naslednje. Predtem ženske so lahko v celoti razvijale svoje potenciale. V vsakem posameznem sektorju javnega življenja. Ampak zdaj, veste, so ujetnice doma in so izgubile svojo identiteto. In to presega ženske, ker situacija, ki jo vsi doživljamo v Afganistanu, vpliva na družine, otroke in prihodnost Afganistana. Torej, to presega samo pravice žensk. Ne more biti več samo vprašanje pravic žensk. To je kriza. Mi kot afganistanske ženske bi to označile za krizo. Torej, predstavljam si, da imate družino, da poznate ljudi v Afganistanu. Mislim, kakšna je izkušnja biti dekle v teh časih, ko veš, da v tem trenutku ne boš imela življenja po 6. razredu? Izjemno zahtevno, izjemno težko. To je najtežje obdobje, ki mu trenutno pričamo. In mislim, da kot ženska, ki sem sama doživela talibane leta 1995, to resnično občutim. In ker imam tam družino, ker imam tam tesne prijatelje, je izjemno težko živeti brez identitete, biti živ, a ti ni dovoljeno živeti kot človek. To je izjemno težko, ne samo za ženske, ampak za vse, ki so tam in živijo pod takšnimi pravili. No, in predstavljam si v družinah, kako je, kolikor veste, z moškimi v družini. Predstavljam si, da veste, ne v vsaki družini, prepričana sem, da je veliko očetov in mož, ki si želijo, da bi lahko tudi sami pomagali svojim najdražjim. Definitivno. Torej, še vedno podpirajo in pomagajo svojim najdražjim, tako da jim omogočajo obiskovanje tajnih šol, dostop do spletnega izobraževanja, zagovarjajo jih na različne načine. Še vedno so tam in podpirajo, vendar obstajajo sistemske omejitve, ki jih nihče ne more preseči, ko te omejuje zakon z uredbami, ki so ti naložene. Torej, to je sistemski problem, tudi če imaš podporno družino, to ne bo delovalo. Da morda lahko do neke mere obvladuje situacijo, da ostaneš osredotočen, ostaneš povezan z učenjem, vendar to ni dokončna rešitev. Prav, ali mednarodna skupnost pravilno reagira s tem, da ne priznava Talibana? Rekla bi, da je tako, to ne prinaša nobenih praktičnih sprememb v življenju žensk, ja? Vendar nepriznavanje ne pomeni, da podpirate ženske. Kaj ne? Situacija se od takrat ni spremenila. Ja, že 5 let. Torej, pogovarjali smo se na različnih platformah. Bili so zagovorniki, bile so platforme, vendar ni bilo sprejetih nobenih praktičnih ukrepov. Nič se ni spremenilo. Wow. Nobena šolska vrata še niso odprta. Nobenemu dekletu še ni dovoljeno hoditi v šolo.
Zato mislim, da sedenje za mizami in pogovarjanje o afganistanskih ženskah ne bo prineslo nobenih sprememb v Afganistanu. V življenju afganistanskih žensk, tistih, ki so še vedno tam, prav in gledajo nas vse. Wow, prav, Farouza, najlepša hvala za vaš pogled. Res mi je bilo veselje govoriti z vami. Najlepša hvala. Hvala.